da je štabla televizija Slovenija. Kako komentirate dejstvo, da je Hrvaška predstavila zemljevid, na katerem je potegnila mejo po sredini Piranskega zaliva? Poleg je bila tudi premijerka Kosorjeva in pa dejstvo, da je v Zagreb odhaja nota, ne vem, če je tja prišla ali ne. V SDS pravijo, da to premalo, da bi mogli več narediti v zvezi s tem. In pa še eno vprašanje, gospod Sanader ne bi danes prestopil slovensko-hrvaško mejo. V Saboru se odloča o tem, ali bi mu odvzeli imuniteto, ali ste o tem obveščeni, kakšen komentar? Da, o tem sem obveščen. Pristojna ministrica vam je tudi na razpolago za dodatne informacije, kolikor bo sama ocenila, da so te potrebne. Drugič, kar se tiče zemljevida, o meji na morju ne bodo odločali inštituti na Hrvaškem, tudi ne inštituti na Slovenskem, ampak arbitražni sporazum. In arbitražno sodišče, ki bo končno po več kot 20 letih določilo mejo na morju, ki nikoli ni bila določena, in zato zdaj ena ali druga stran v svojih zemljevidih potegne mejo tako, kot sama meni, da si tako mejo želi. Mi smo proti odločitvi Topografskega inštituta na Hrvaškem protestirali za noto in mislimo, da je to čisto dovolj glede na dejstvo, da imamo zdaj veljaven arbitražni sporazum, da bo začelo kmalu delovati arbitražno sodišče in da bo to dokončno določilo mejo na morju. Katja Šruga, POP TV, gospod predsednik, rekli ste, da ste torej obveščeni o tem, da je nekdanji hrvaški predsednik vlade prečkal enega od mejnih prehodov v Slovenijo, predvidoma nekaj po 11. uri zjutraj, če se ne motim. Ali imate o tem še kaj več informacij, ali se Ivo Sanader zadržal v Sloveniji, ali je bil samo v tranzitu, mogoče to kot prvo vprašanje? Kot rečeno, sem bil o tem obveščen strani ministrice za notranje zadeve in sem jo tudi pooblastil, da po njeni presoji obvesti javnost, koliko je to potrebno in javnost zanima, ter v skladu za pristojnostmi, ki jih glede tega ima. Ali ste dobili iz strani Hrvaške kakšno prošnjo v zvezi s Sanaderjem, da bi ga morda zadržali, in kako komentirate njegov pobeg? Kolikor me je ministrica Kresalova obvestila, ne, sicer sem pa že povedal, da je ona pristojna za to, da oceni, katere informacije mora, ne samo želi, mora povedati javnosti v zvezi s tem primerom.